Kulturna panorama. Umetniško-raziskovalni kolektiv Monument Group se bo na 61. Beneškem bienalu prihodnje leto posvetil ruševinam prve džamije pri nas iz obdobja Prve svetovne vojne. Ne le umrle stavbe, tudi vloga mrtvih v življenju posameznikov v sodobni družbi bo naša tema, sicer osrednja nit mednarodne interdisciplinarne konference ta teden. Oblikovalec vidnih sporočil Tomato Košir na Ljubljanskem gradu predstavlja svoje vizualne komentarje. V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova pa dve razstavi skozi različne medije izražata kritiko sodobnemu kapitalizmu. In še v tržaško razstavišče Skladišče idej gremo, na fotografsko razstavo o arhitekturnih značilnostih Slovenije in dežele Furlanije Julijske krajine. Kulturno panoramo pripravljamo v uredništvu za kulturo tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Glasbeno opremo je izbrala Tina Ogrin, za zvočno podobo bo danes poskrbel Robert Markoč, oddajo pa bom vodil Žiga Bratoš. Vabljeni k poslušanju našega pregleda kulturnega dogajanja. Nedavno so razglasili rezultate javnega poziva za izbor projekta, ki bo predstavljal Slovenijo na 61. mednarodni umetnostni razstavi v Benetkah. Za mesto na bienalni razstavi, ki bo odprta med 9. majem in 22. novembrom 2026, se je potegovalo 14 projektov. Strokovna komisija v sestavi Čus Martinez, Vid Havranek, Igor Španjol in Martina Vovk je izbrala predlog Nelagodje pomnenja skupine Monument Group, ki jo sestavljajo Neja Tomšič, Martin Bricel Baraga, Nika Grabar in Miloš Kosec. Kuratorka projekta je Nataša Petrešin Bašles. Z Nejo Tomšič in Milošem Koscem pa se je pogovarjala Sanja Rejc. Na Beneškem bienalu, eni od najpomembnejših prireditev sodobne umetnosti, bo Slovenijo prihodnje leto predstavljala skupina Monument Group, ki v svojem delu preko pričevanj, arhivskih dokumentov in performativnih praks razkriva skrito, zapuščeno, izbrisano ali pozabljeno arhitekturo in javne prostore. O izboru njihovega projekta za umetnostni bienale Neja Tomšič in Miloš Kosec. Ja, naša skupina je sestavljena iz dveh arhitektov in dveh umetnikov. Sama sem vizualna umetnica, Martin Bricel Baraga je intermedijski umetnik in mislim, da je ravno posebnost oziroma nekako velika prednost naše skupine v tem, da prepletamo obe področji in da se pojavljamo tako v arhitekturnih kontekstih kot v kontekstih sodobne umetnosti in da na obeh teh področjih pravzaprav odpiramo neka presečišča in teme in pristope, ki jih sicer na teh področjih ne zasledimo, ravno skozi ta preplet teh dveh pogledov. Jaz bi tukaj dodal, da kdor se redno udeležuje beneških bienalov, tako arhitekturnih kot umetniških, ve, da je v zadnjih 10, mogoče celo 15 letih že na samih bienalih ostra ločnica med umetnostjo in arhitekturo, še posebej v svetu razstav, zelo načeta, oziroma vedno več je projektov znotraj arhitekturnega bienala, ki bi se pred 15 leti zdeli popolnoma v svetu konceptualne ali pa galerijske umetnosti in obratno. Tudi glede na geopolitične dogodke, glede na konec koncev zaprtje javnega prostora v času covida, je javni prostor vedno večja tema umetnosti. In jaz mislim, da se na področju umetnosti in arhitekture dogaja nekaj, kar se je znotraj vizualne umetnosti mogoče zgodilo že malo prej, da ločnice 19. stoletja preprosto v 21. stoletju niso več smiselne. Tako da tudi mi dojemamo to naše sodelovanje, po mojem, da bolj kot nek organski preplet razmisleka in intervencije, kot pa da se arhitekturni del in umetniški del zmenta, kaj boste delali. O mestu monumentov v javnem diskurzu Miloš Kosec. Zdaj, če govorimo o monumentih, ki so naša, recimo, tema, naša rdeča nit, skratka o
o prostorih, ki so izgubili svoj prvotni pomen, s tem so pa seveda pridobili številne nove, je to nekaj, kar pogosto ni razumljeno kot recimo arhitekturno naročilo. Je pa po mojem, da vedno bilo tudi v nekem spektru zanimanja arhitektov in seveda tudi uporabnikov. Ne pozabimo, da arhitekture ne določajo samo arhitekti, ampak tudi uporabniki in da se zgodba arhitekture z zaključitvijo gradnje, z ukinitvijo gradbišča na nek način šele začenja. Tako da, če govorimo tukaj o ruševinah, o zapuščenih prostorih, o prostorih, ki so postali radikalno drugačni, ne da bi si naročniki in arhitekti to bodi si želeli, bodi si načrtovali, potem govorimo tudi o zelo arhitekturni in umetniški temi, pa v družbeno pomembni, ne dovolj reflektirani temi danes. Neja Tomšič doda. Monumentov ne obravnavamo le kot pojav, ampak predvsem kot neko orodje oziroma metodo obravnave stavb oziroma javnega prostora. Rekla bi, da v bistvu skozi to metodo poskušamo analizirati, razumeti, odpirati razumevanje prostora in stavb skozi čim bolj različna očišča, skozi čim več različnih glasov, skozi odpreti čim več različnih pomenov in predvsem skozi idejo monumenta ne želimo postavljati dokončnih izjav o določenih stavbah, o določenih prostorih, temveč predvsem odpirati diskusijo in soočati različne poglede. Tema, ki jo je za 61. Beneški bienale izbrala kuratorka Kojo Kuo, je In Minor Keys, kar bi lahko prevedli kot v molu, a je veliko bolj večplastna. Tema ni bila oznanjena v času, ko je bil razpisan poziv, je pa, ko je bil objavljen kuratorski tekst Kojo, je zelo, zelo zazvenela tudi v tem, kar smo mi imeli v mislih in pravzaprav je bila presenetljivo izjemno ujemajoča s tem, kar smo mi razmišljali. Ker ona govori, sicer in minor keys, mislim, da je v glasbenem smislu možno prevesti kot v molu ali pa v molovski lestvici, ampak po drugi strani ima pa tudi eno, lahko beremo tudi kot minor, se pravi manjše, manj vidne, keys so lahko tudi ključi, torej jo lahko beremo tudi v neglasbenem smislu in mislim, da je tudi ona imela vse te plasti tega naslova tudi v mislih, ko je razpisala oziroma ko je oznanila to temo in razmišljala o njej. Gre namreč pri njej za to, da govori o tistih tonih, ključih, delih sveta, ki morda niso, kot je ona tudi zapisala, niso v glavni melodiji koračnice, so pa kljub temu ključni za to, da se skladba skupaj sestavi in so mogoče malo bolj v ozadju, ampak vseeno tvorijo harmonijo. Mislim, da je v tem smislu tudi govorila o nekih mikrosvetovih, mikrozgodbah, ki nas tudi sicer zanimajo v naši praksi, o prikritih, manj vidnih delih zgodovine. Prepričana sem, da se bomo s tem tudi zelo izrazito ukvarjali tudi pri našem paviljonu. Katero mikrozgodbo so Monument Group torej vzeli pod drobnogled v projektu z delovnim naslovom Nelagodje pomnjenja? Miloš Kosec. Odločili smo se, da bomo tematizirali sicer že znano, pa verjetno ne dovolj poznano, pa tudi ne dovolj raziskan fenomen originalno iz Prve svetovne vojne. Dejstvo, da je v Logu pod Mangartom stala mošeja bošnjaških vojakov v avstro-ogrski vojski. Ta mošeja je s to kuliso alpskih vršacev sicer tam stala samo nekaj mesecev pred prebojem pri Kobaridu in je se potem ohranila v bistvu samo na fotografijah, starih fotografijah, dokler ni najprej leta 2022, potem pa še z bolj natančnimi raziskavami lani. Arheološkimi raziskavami so te temelji, te stavbe bili skopani, dokumentirani, zelo natančno raziskani in tako kot se pogosto ukvarjamo z vprašanjem
manjkajočih, izbrisanih, potlačenih zgodb, se tudi tukaj pojavlja ali pa udera iz tal ena zanimiva zgodovinsko poglavje, ki pa ni samo zgodovinsko poglavje, ampak ima morda z vsakim letom pridobiva več pomenov. In tako kot pri številnih projektih se tudi tukaj kaže, da seveda zgodovina ali pa nek zgodovinski pogled ni stvar preteklosti. Vedno se piše iz stališča sedanjosti in vedno nam mogoče celo več kot v preteklosti pove o našem razumevanju sedanjosti, prihodnosti in preteklosti. Zato nas ta naloga zelo veseli in nam bo omogočila na drugačen način kot pri preteklih projektih govoriti o molovskih harmonijah. Slovenski paviljon na Beneškem bienalu bo prihodnje leto tako odpiral širši razmislek o religiji, vojaških infrastrukturah, ruševinah in imperijih v današnjem času. Na Ljubljanskem gradu so odprli razstavo nagrajenca Prešernovega sklada Tomata Koširja z naslovom Vizualni komentar. Domačim in tujim obiskovalcem bo med poletjem v Palaciju in Stanovski dvorani Ljubljanskega gradu na ogled več kot 100 izbranih del, od kulturnih plakatov do kompleksnih projektov in avtorjevih komentarjev nanje, ki so nastala v njegovem 25-letnem obdobju. Od prvega protivojnega plakata iz leta 2000, ki ga je ustvaril še kot študent, nekaterih drugih neobjavljenih del pa vse do najprepoznavnejših, kot je Guardianova zmečkana časopisna naslovnica Doba besa, za katero je prejel leseni svinčnik, eno najprestižnejših nagrad na tekmovanju Design and Art Direction. S Tomatom Koširjem se je pogovarjal Aleksander Čobec. Tomato Košir, nahajava se na Ljubljanskem gradu, kjer je na ogled vaša razstava z naslovom Vizualni komentar. Večinoma so razstavljene vaše podobe za naslovnice časopisov in revij. Nekatere med njimi so neobjavljene. Najstarejša podoba je iz leta 2000, ki ste jo oblikovali še kot študent. Ob njej sem pomislil, da bi vsaj zame kot bralca ali gledalca bila objavljiva tudi 25 let pozneje, ko sta medijski svet in družba zelo drugačna. Se mogoče motim? Žal so določene teme postale univerzalne ob cikličnosti same zgodovine in ta protivojni plakat znova žal ostaja vedno aktualen. Ne drži pa mogoče to jaz upam, za vsa ta dela, zato so vsa dosledno s temi podnapisi umeščena v kontekst tistega tedna. Tudi če je v tistem tednu bila neka tema, nek dogodek tako omniprezentna, da mogoče tisti čas niti ni naslovnica potrebovala samega naslova. Kako po vašem bodo obiskovalci motrili te vaše podobe v galeriji? V kontekstu, ki je zelo drugačen od časopisa in revije. Kako vi gledate na to, da so te podobe zdaj v nekem čisto drugačnem kontekstu? Načeloma nisem najbolj za ta hermetično zaprta okolja, ker imam občutek, da nagovarjajo že nagovorjene. Za razstavljanje oblikovanja, ki je namenjen široki javnosti, bistveno bolj zagovarjam neke odprte prostore oziroma prostore, ki so namenjeni javnosti v nekem drugem kontekstu. Pa ne bojo to supermarketi, banke, pa seveda odprta, kot so nabrežja. Ponuja pa Ljubljanski grad takšno enormno fluktuacijo obiskovalcev, da je pač to izjemna priložnost dati nek
prispevek, opozoriti skozi vizualne komentarje na dogodke zadnjih 25 let, na cikličnost zgodovine in s tem dati možnost vsem nam, da ob tem vedno krajšem zgodovinskem spominu ne ponavljamo vedno istih napak. Ne vem, ali je katera galerija v Sloveniji bolj obiskana kot Ljubljanski grad strani turistov. Ljubljana je kot prestolnica najbolj obiskano mesto. Razstavljenih je skoraj 100 podob, 100 plakatov. Kako ste naredili izbor? Je bil relativno težek, ker teh vizualnih komentarjev se je nabralo preko 160. Tukaj je okrog 100 del, če izključim dela mojega očeta. Predvsem sem delal izbor znotraj konteksta tipične persone obiskovalca Ljubljanskega gradu. Večinoma je šlo tukaj za teme, ki bodo zanimive tej tipični personi. Predvsem me zanima izpostaviti dela, ki odzvanjajo širši javnosti, tako mednarodni kot slovenski. Del razstave pa ste namenili tudi očetu v Friderikovem stolpu. Kaj lahko vidimo na njej? Moj oče je bil industrijski oblikovalec, ampak mu tega nihče zares ni povedal. Delal je kot običajen kovinorezkalec v Iskri, reskal kalupe, v katere so kasneje brizgali plastiko množične proizvodnje iskrenih števcev, telefonov in ostalega. Ker je bil v tem svojem delu izredno učinkovit, je upravil tisto svojo normo običajno v 5-6 urah in preostanek časa je meni takrat v 80-ih še otroku reskal igrače iz ostankov te cele plastike. Tako da je v cirka 5-6 letih nastalo 242 teh prototipov, od katerih z izjemo enega imam vse ohranjene. Moja želja pa je izkoristiti to priliko, da že dolgo, več kot 20 let pokojnega očeta, predstavim tako strokovni kot široki javnosti. V 25 letih, vsaj pač od tiste vaše prve podobe, ki je tukaj razstavljena, se je veliko spremenilo, mediji, svet. V kakšnem smislu ste se vi spremenili kot oblikovalec? V enem pogledu se zagotovo trudim ne spremeniti, in sicer to, da ne komuniciram zares samega sebe, ter da služim vedno komunikaciji naročnika, organizacije ali pa skozi neko agitacijo, ki ima družbo za naročnika. Ob razstavi je zapisano, da se v vašem delu odražata načelnost in jasno stališče. Premišljeno oblikovanje mora biti intelektualno pošteno, družbeno odgovorno in estetsko prepričljivo. Kaj je intelektualna poštenost in družbena odgovornost oblikovalca? Odgovornosti oblikovalca so seveda, da v tej obljubi, katero komunicira skozi to vejo, skozi ta filter sporočanja, ne obljubi preveč oziroma ne obljubi premalo. Ter da vedno kriterij, ki je v prvi vrsti, ostane ustreznost. Ustreznost sporočila glede na podajano vsebino. To je naša največja odgovornost. Zato skušamo izločiti samega sebe ter posvetiti vse tehnike komuniciranja sami nalogi.
V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova lahko obiščemo razstavi dveh družbeno angažiranih vizualnih ustvarjalcev, ki skozi različne medije izražata kritiko sodobnemu kapitalizmu. Po razstavah Pesmi za lepšo prihodnost romunskega umetnika Mateja Beženaruja in Kratka histerija našega časa bosanske vizualne umetnice Maje Bajevič se je sprehodila Ana Lorgar. Dokumentarne fotografije, filmski eseji in videi Mateja Beženaruja se osredotočajo na družbeno klimo v Romuniji po padcu komunizma. Umetnik obravnava teme, kot sta migrantsko delo in izkoriščanje delavcev v tovarnah, ter kritizira kapitalistično hiperprodukcijo ter vlogo tehnologije v sodobnosti. Beženaruj je pridobil slikarsko izobrazbo, je pa tudi inženir, zato je tehnologija tema, ki se v njegovih delih pojavi že na začetku razstave. Ta spadajo pod del serije Med dvema svetovoma. So I'm trying to work with the visual language. Skušam ustvarjati z vizualnim jezikom in ga prenesti v etično in emocionalno sporočilo. Ta selekcija podob je dolga serija fotografij, v katerih dokumentiram tehnološke in znanstvene prostore v procesu propadanja moje države. Menim, da je v Romuniji po komunizmu padlo zanimanje za razvoj tehnologije in znanosti ter za razumevanje sveta na kartezijanski, racionalni način. Umetnik ne ustvarja samo posameznih fotografij, temveč serije, ki nastajajo dalj časa, v sodelovanju s portretiranci in njihovim soglasjem. Na fotografijah vidimo podobe migrantskih delavcev, ki so iz Romunije pribežali na zahod, zdaj pa delajo v nestabilnih in izkoriščevalskih razmerah. Zelo pomembno je, da predstavljam vse te ljudi in tudi če pogledam stran, oni zrejo vate. To je seveda neorealizem, humanistična fotografija iz 50-ih v duhu neorealizma. In seveda sem jih ustvaril jaz, ki sledim etiki reprezentacije in jo prevajam v fotografski jezik. To storim tako, da kamero držim na isti višini, kot so oči subjekta, ki ga portretiram. Kajti če v portretiranca zrem z višine, to počnem z nadrejenega položaja. O tem govori tudi veliko del o etični dokumentarni fotografiji. Navsezadnje si ti tisti, ki imaš moč in upodabljaš nekoga, ki je v primerjavi s teboj v podrejenem položaju. Druga polovica zgornjega nadstropja Muzeja sodobne umetnosti Metelkova pa je namenjena novejši produkciji bosanske umetnice Maje Bajevič. Neonski napisi, ki so njena značilnost, se dopolnjujejo z gibljivim lestencem in razstavljeno žičnato ograjo, na kateri visijo raztrgana oblačila. Več o novejšem ustvarjanju umetnice, ki je v 90-ih letih postala znana s 5-dnevnim performansom Ženske na delu, pove Kristjan Sedej, kustos razstave. V bistvu v zadnjih letih se res pozna mogoče ta nagib k tekstu, k besedilu in razmišljanju o besedilu in pa o jeziku. Kako deluje, seveda ustvarja posamezne projekte, ampak recimo pri tej razstavi smo se pa zelo posvetili temu, tudi ona je v bistvu tekom ustvarjanja, tekom kuriranja, da se vsaka soba nekako organsko povezuje, da se dela organsko povezujejo v neko celoto, da delujejo v dialogu eno z drugim. Tako da recimo prva dvorana, ki smo obiskali, kjer je ledeni kip Karla Marxa, ki se tali, to taljenje, ki simbolizira, ki predstavlja amnezijo, pozabo Marxa, se recimo odsekava oziroma je v dialogu tudi z delom Songs of Love and Scholar, ki na isti način v bistvu nagovarja kolektivno amnezijo v povezavi z ideali in vrednotami antifašističnih gibanj. Umetnica v dialog postavlja pozabo antifašističnih, kolektivističnih in socialističnih idealov in jih preobrača z neonskim napisom Freedom to Fascism, Dead to the People. Umetnica se s projektom Noise nanaša na svoje preteklo ustvarjanje. V prostoru vidimo 15 ventilatorjev, na katerih so projicirani različni neonski napisi. Gre za razširitev prejšnjega projekta You Take My Breath Away, kjer sta bila 2 ventilatorja, tukaj jih je 15. In tudi tu v bistvu spet je ustvarjala posamezne slogane, posamezne fraze in potem iskala nek
organski ritem, kako se pojavljajo, za koliko časa, a je to blinkanje, a je to dalj časa, tako da ustvarja nek ritem, ki nagovarja gledalca vizualno in pa potem tudi za besedilom. Zadnja soba na razstavi povezuje vse. V njej na steni visi velik napis More or More. Ta maksim more or more, več ali več, ki žene naprej naš sodobni sistem, kapitalistično potrošnjo, potrošniško kulturo, se potem izraža v napredku določenih tehnoloških sistemov, kot je umetna inteligenca, ki potem pod vprašaj postavlja vlogo posameznika dela in tako dalje. Prav tako se v bistvu s tem poraja vprašanje, kako delujejo vladajoče sile, ki na prvi pogled delujejo umetelne, delujejo glamurozne, ampak včasih delujejo zelo histerično, prehitro, razdražljivo in kako v bistvu to povzroča neke res potencialno nevarne situacije. Razstava Maje Bajević, Kratka histerija našega časa, se kljub različnemu izrazu postavlja v dialog z razstavo Pesmi za lepšo prihodnost Mateja Beženaruja. Oba nas namreč s kritiko sodobnega kapitalističnega izkoriščanja sprašujeta, ali si lahko zamišljamo boljšo prihodnost in kakšna naj bi ta bila. V tržaškem razstavišču Skladišče idej je na ogled fotografska razstava, ki vabi k poglobljenemu pogledu na arhitekturne značilnosti Slovenije in dežele Furlanije Julijske krajine. Kljub različni družbeno-politični preteklosti in meji imata sosednji deželi tudi na področju arhitekture veliko skupnega. Razstava sosedske sorodnosti odkriva zanimive vzporednice, povezave in razhajanja, ki se kažejo skozi zgodovino arhitekture s pomočjo skrbno izbranih diptihov. Špela Lenardič. Razstava se sprehodi skozi stoletje čezmejne arhitekture. Od Narodnega doma, simbola slovenstva v Trstu, zgrajenega v letu 1902, do najsodobnejših stavb, kot je Kulturni center, ki je v Vitanju zaživel leta 2012. Vsaka slovenska stavba ima ob sebi italijanskega dvojčka. V 50 diptihih se odsevajo zanimive sorodnosti na funkcionalni, materialni ali simbolni ravni, pa tudi razhajanja, ki opominjajo, da je arhitektura izraz identitetnih mitov, oblasti in kolektivnih spominov. Kustos razstave Luka Skansi. Meni je ena od najbolj tako impozantnih sorodnostnih razlik je tisti diptih, v katerem je spomenik v Slavju in na Žalah spomenik. Žrtvam Prve svetovne vojne na isti fronti, ampak z druge strani. Pomemben zgodovinski trenutek, ki deli, arhitektura pa je izredno podobna. Zakaj? Zaradi tega, ker in Ginuventuri in Ravnikar se inspirirata starorimski arhitekturi. Zgodovinar arhitekture, predavatelj na Univerzi v Milanu, je razstavo v letu dni pripravil v sodelovanju s starejšim kolegom iz Tržaške univerze, Pavlom Nikolozijem. Najino delo v vlogi kustusov je bilo izbrati 100 zanimivih zgradb, predvsem iz vizualnega vidika oziroma sporočilnosti posameznega arhitekturnega dela, nekakšni simboli ali odrazi identitete in jih nato postaviti v dialog. Izbrane pare sta kustosa predstavila fotografoma, ki se s fotografijo arhitekture običajno ukvarjata vsak na svoji strani meje. Izziv je bil zanimiv iz več vidikov, pravita Miran Kambič in Roberto Conte. Slovenske arhitekture sem poznal vse, ker pač to delam. Sem jih že velikokrat slikal. Italijanska so mi bile nove in potem sem pač začel gledati, študirati po literaturi, kar najdeš in si ustvariš neko sliko, kako bo. Ne? Potem na terenu je pa seveda spet vedno drugače, ne? Ko prideš pred hišo in je v živo tam, ugotoviš, da je mogoče zelo drugačna, kot si jo videl na fotografijah. In začneš v bistvu sprot iskati, raziskovati. Za nekatere zgradbe bi rekel, da so ikonične, druge pa so tako Furlanom kot Slovencem manj znane. Projekt je torej zanimiv iz več vidikov. Odkriva povezave med arhitekturama, a tudi posamezna manj znana dela. Diptihi vključujejo tako celotne podobe stavb in okolja, v katerega so umeščene, kot detajle, s katerimi sta fotografa izpostavila vzporednice med sosednjima arhitekturama.
V razstavnem prostoru so razvrščeni kronološko, od začetka stoletja pa do konca druge svetovne vojne, povojno obdobje pa do padca Berlinskega zidu ter zadnjih 30 let. Tartinijev trg je tako postavljen ob bok trgu v Krminu, katerega obnovo je prav tako zasnoval Boris Podreka. Stanovanjska soseska Maribor Jug, ob prepoznaven tržaški stanovanjski kompleks Melara iz 80. let. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani se zrcali v Tržaški univerzi. Simbolična dvojčka iz začetka stoletja navaja kustos Pavlo Nicolozo. Občinska stavba v Vidmu in Tržaški narodni dom sta stavbi, ki odgovarjata nacionalističnim pogledom, italijanskim v Vidmu in slovenski narodni skupnosti v Trstu. Tu skušamo razumeti razlike in podobnosti v pristopu. Neobičajna postavitev, ki povezuje sosednji kulturi, nas vabi k širitvi obzorja, k razmisleku o arhitekturi kot živi priči sožitij, napetosti in skupnih identitet. Kustos Lukas Kansi. Arhitektura ima eno svojo avtonomijo. Je zmeraj rezultat financiranja politike, geopolitike, simbola, ampak na koncu ima pa neke elemente, ki govorijo o svoji avtonomiji. To, da smo mediteranska kultura, to, da smo klasična, vsi izviramo iz rimske klasične in grške klasične arhitekture in tako naprej. To je nekaj, ki vidimo povsod. Razstava sodi v program Go25 and Friends, ki spremlja Evropsko prestolnico kulture. V Tržaškem skladišču idej bo na ogled do 12. oktobra. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je od srede pa do včeraj potekala mednarodna interdisciplinarna konferenca Delovanje mrtvih v življenju posameznikov, razlogi, sprožilci in konteksti. Pripravil jo je oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete z namenom, da bi udeleženci pridobili vpogled v situacije, v katerih se manifestira delovanje mrtvih in v katerih ljudje doživljajo njihovo navzočnost. Saj za ljudi v številnih sodobnih zahodnih družbah socialne interakcije po smrti ne prenehajo nujno, ampak včasih le spremenijo obliko. Na konferenci so sodelovali etnologi, antropologi, folkloristi in pa tudi sociologi, zgodovinarji, psihologi in strokovnjaki za žalovanje. Doktorica Mirjam Mencej, profesorica na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je bila tudi predsednica programskega odbora konference. Pred mikrofon jo je za današnjo kulturno panoramo povabila Tadeja Krečič. Gospa Mencej, posmrtno življenje je večinoma, oziroma vera v posmrtno življenje je povezana z religijo. V kakšnem odnosu je potem razprava o tem do siceršnjih religij, recimo krščanske, ki je pri nas pač z največjo tradicijo? Ja, to je res, da večina raziskovalcev poudarja to zvezo. Ne? To je del nekih, recimo temu širše gledano, nekih religijskih verovanj. In v katoliški cerkvi, na področju katoliške cerkve, velja ta ideja vic, tako da so recimo duše umrlih, ki se prikazujejo nekako tudi interpretirane skozi to krščansko različico, oziroma katoliško različico kot vicane duše, so jim včasih rekli pri nas na podeželju. Duše, ki se vicajo, torej, ki so v nekem mestnem prostoru, ki torej niso nekako v nebesih, še hkrati pa seveda niso na zemlji, kot živijo, in so nekje vmes in so zato tudi bolj dosegljivi nam in zato je seveda tudi komunikacija z njimi potrebna, moramo moliti za njih, zato da bi pač čim prej lahko se očistile te duše in šle v nebesa in podobno. Recimo nasprotno na protestantskem območju protestantska cerkev seveda ne priznava vic in zato k smislu te komunikacije izostane. Zato je recimo z začetkom protestantizma s časoma so seveda tudi ti duše odšle iz življenja ljudi na območju, tam kjer pač protestantska cerkev imela večjo vlogo. Tako da ja, ampak hkrati pa sodobne raziskave nekatere pa poudarjajo, da niti ne gre toliko več za nek odnos, ki bi ga lahko razumeli kot
del neke širše religije, ampak gre za res odnose, za relacijo ali pa za nekako ohranjanje te relacije, tega odnosa med živimi in umrlimi. Se pravi, da ni več nekako prostora za neke religiozne interpretacije, ne? Ampak da gre dejansko samo za neko ekstremna relacija, ekstremen odnos. Ne? Od kulture do kulture se odnos ne samo človeka s preminulim, ampak tudi ta razmejitev med svetom, v katerem živimo, in svetom, v katerem so mrtvi. To je od kulture do kulture precej različno. Haruki Murakami, japonski romanopisec, posebej v nekaterih romanih poudarja predvsem to, da je pri Japoncih ta meja med tukajšnostjo in onstranskostjo precej zabrisana in ne tako ostra kot recimo pri nas, Evropejcih. Je res, Japonska je ena pravzaprav redkih teh držav, ki lahko rečemo, da so nekako razvite, mislim, razvite v narekovajih, da ne bo nobene vrednostne sodbe tukaj ne želim dati, ampak na Zahodu se je ta pozicija mrtvih spremenila z razsvetljenstvom zlasti. Sej pri nas je bila podobna predstava, da je šlo za neko percepcijo mrtvih, ki so bolj ko ne ostajali del skupnosti kot neka starostna skupina pravzaprav. Nekako res še do razsvetljenstva, in seveda tudi če po razsvetljenstvu in ponekod tudi še ostajajo, ampak nekako naša dominantna zahodna ontologija nam preprečuje razumeti mrtve kot empirična bitja, se pravi kot nekaj realnega, tako kot bi recimo iz Murakamijevih knjig izhajalo, tam seveda komunicirajo, ta dva svetova ves čas komunicirata. In tako je bilo pri nas tudi na Zahodu, v Evropi recimo konkretno. Z razsvetljenstvom pa potem seveda se pa postavi ta jasna meja med umom in resničnostjo ali realnostjo, materialnostjo. In naenkrat ti mrtvi iz nekih empiričnih bitij, kot so jih doživljali včasih ljudje, se pravi dejansko kot del naše realnosti, postanejo del naše psihe. Nekako so prenešeni zdaj v našo psiho ali pa skoraj da lahko rečem psihopatologijo. Postanejo del nekih halucinacij naših ali pa del sanj, ki so seveda spet niso. Tudi sanje so razumljene kot del realnosti v nekaterih kulturah, ampak za nas so samo neka metafora nekih naših notranjih doživljanj danes po Freudu seveda in tako naprej. Tako da to je nekaj, kar je specifično za zahodno ontologijo. To ni nekaj, kar bi bilo recimo običajno. Marsikje po svetu, v mnogih kulturah je ta stik med mrtvimi in živimi veliko tesnejši. Ampak to ne pomeni, da se je pri nas bistveno spremenil, seveda se je do neke mere, ampak še vedno se ohranja ta stik marsikje in najde nove artikulacije, nove načine ali pa novo razumevanje. Recimo zdaj znanstveniki ugotavljajo, da tam nekje v zadnjih desetletjih, mogoče tam od 80-ih dalje, v resnici vedno več ljudi govori o teh nekih lastnih izkušnjah z mrtvimi, ali pa o verjetju v to, da obstajajo mrtvi, da obstajajo duhovi. Če gledate statistiko, ki so jo zmerile razne ankete, približno 40% ljudi v Ameriki, 40% ljudi v Angliji, pri nas so bile neke podobne vprašanje fakulteta za družbene vede izvajale. So tudi kar, mislim, da če se prav spominjam, čez 20% ljudi govori o nekih lastnih izkušnjah z mrtvimi ali pa pač nekemu verjetju v duhove. Tako da obstaja še vedno, samo ni nekako del neke dominantne ontologije. Ali pa recimo v spiritualnih krogih danes pravzaprav lahko sledimo temu, da se ponekod namerno poskuša vzpostavljati te odnose z mrtvimi. V Ameriki recimo poznajo tako eno after death communication, se pravi posmrtno komunikacijo, ki je zelo na pohodu. Celo zdravniki nekako zelo spodbujajo zapisovanje tovrstnih izkušenj, ki jih imajo ljudje z svojimi umrlimi, ki se jim prikazujejo. Tako da zgleda, da so neke ta prisotnost mrtvih v naših življenjih mogoče res celo večja, kot je izgledala nekoč, ali pa se je vsaj
mogoče bolj zdaj nekako prepoznava to njihovo prisotnost, no, kot smo jo nekoč. Kakšno vlogo imajo pri tem novi mediji? Torej, ja, mrtvi danes, recimo na kakšnih spletnih omrežjih, so veliko bolj prisotni, spet kot nekoč, jasno, seveda zaradi interneta, ampak ja, imamo posebne strani, kot so recimo strani namenjene žalovanju, kjer lahko prižgeš lučko. Potem, recimo, kolikor vem, jaz se s tem sicer osebno ne ukvarjam, ampak so Facebook strani, kjer lahko nekako nadaljujejo živi, ki so zdaj seveda nekoč bili živi, pa so zdaj umrli, svoje življenje na teh spletnih stranih. Potem so razni tako imenovani death boti, se pravi neke vrste računalniške oblike mrtvih, ki nadaljujejo spet svoje življenje. To je posebna smer raziskav. Ja, tudi mediji dejansko dajejo neko možnost novega življenja, novo platformo, skozi katero je mogoča ta neka komunikacija med živimi in mrtvimi. Vsekakor pa smo očitno ljudje narejeni tako, da ne moremo sprejeti tega, da je nekdo bil, preživel desetletja na tej zemlji in da ga zdaj ni več. Ja. To tudi kognitivni psihologi pogosto ugotavljajo, da je to povezano z neko našo predstavo, da se nadaljuje en del nas po smrti, ki je na nek način podoben temu, kar smo mi sami kot živi. Tako da tukaj lahko tudi skozi neko čisto kognitivne razlage razumemo to nadaljevanje. Seveda, nekateri ljudje pa lahko seveda tudi rečejo, da je se to resnično, da gre za resnične izkušnje, ne samo za naše domisleke ali pa nekako, bi rekla, ja, logične razlage. Za konec še povejmo, da se kulturna panorama za nekaj časa poslavlja. Na spored se vrača v soboto 23. avgusta. Do takrat pa lahko ob sobotah v tem terminu ujamete poletni cikel oddaj Izrazi doma. V pogovorih z oblikovalci in arhitekti se bomo spraševali, kaj nam pomeni dom in kaj prostor, v katerem zasebno bivamo, izraža o nas. Vsebino kulturne panorame so tokrat pripravili Sanja Rejc, Aleksandar Čobec, Ana Lorger, Špela Lenardič in Tadeja Krečič. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, zvok je oblikoval Robert Markoč, uredil in vodil pa sem oddajo Žiga Bratoš. Pozdravljeni.